portal v letošnjem letu prihaja na petah polne lune v levu. In vsi vemo, da ko lev zarjovi, heca več ni. Tako da moje prvo vprašanje vam je, kje heca več ni? V katerih odnosih vas je hec minil? Vam ni več smešno, simpatično, nimate več istega potrpljenja, nimate pravzaprav več sploh želje, po pravici povedano. Temu reči, je to naš varen prostor, v katerem si lahko zaupamo. Kaj vas je minil? Čist simpel. Drugi bo imel trajen učinek. Kar pomeni, da vse to, kar bom povedala danes, ne pomeni, da bo veljalo samo za danes, ampak bo veljalo za cel februar. Zato imam dve posebni vprašanji oziroma dva malo drugačna pogleda na odnose in intuicijo, s katerimi vas želim spodbuditi, da razmišljate in ocenjujete svoje življenje malo drugače. 11.2. pravzaprav je podobno močan datum, v katerem bo naša intuicija močnejša, se pravi, jo dajmo bolj pozorno poslušati. Še predtem pa se dajmo zavedati, da vedno, ni važno, o čem se pogovarjamo, obstajata dve plati zgodbe. Dajmo pogledati, iz katere plati zgodbe zdaj izhajamo mi. Ali izhajamo z ljubezni ali strahu, iz preteklosti ali želje po prihodnosti, iz mene ali iz okolice, iz katere zgodbe izhajate. To je en tak čudovit način, da pogledamo, zakaj nekatere naše odločitve, neke reakcije, neke izbire pravzaprav obstajajo. Kajti februar je mesec izbir. Če še niste pogledali moj mesečni napovednik, bo linkec spodaj v opisu tega videa. Nihali bomo in seštevek dneva 2026 je 5, ki simbolizira ravno to, nihanje. Simbolizira pa pravzaprav osvoboditev. Tisto, kar lažje zadihamo, kar nas prav malo briga, noter trebuh vlečemo, kje nam kaj visi in tako naprej. Kako bi ravnali, če bi bili osvobojeni tujih pričakovanj? Svojih pričakovanj nasploh v končni fazi. Če pogledamo, kakšna leta so za nami, je kdo res pričakoval, da bo 2020 takšno, kakršno je bilo? Smo res pričakovali, da se bo ljudem na koncu že kar malo mešalo 2025. Sploh november je bil močen. Za mnoge bo februar občutek, da so stopili nazaj v november. Se pravi, naj bo drugi res dan, v katerem se odločite preprosto izbrati kvalitetno za sebe. Sebe. Tisto avtentično bitje, ki ste. In pri temu naj bodo odnosi in intuicija orodje. Se pravi, kaj če bi pogledali na odnose kot poslovni sestanek z dušo? Odnosi so ogledalo, nekaj nam sporočajo. Ni nujno, da nam vedno povejo, kdo mi smo. Lahko nam pokažejo tudi, kdo nismo. Lahko nam pripeljejo nekoga, ki je zelo različen od nas, da nas inspirira, da vidimo, jaz bi tudi to. Ali obratno, moj bog, takšen oziroma takšna pa jaz nikoli ne bom, čeprav bi lahko bila ali bil. Pravzaprav odnosi so neka vizija, nek ogled, nek pregled in če rečemo, da je to poslovni sestanek z našo intuicijo, z našo dušo, kakšen bi bil? Kakšna bi bila revizija odnosov, v katerih ste? Kako bi vi, ko bi prišli na ta sestanek, ocenili svoje partnerske, prijateljske, poslovne, sosedske, takšne in drugačne odnose? Seveda pa nas bo najbolj zanimalo, kako boste ocenili svoj odnos do sebe in kaj bo vaša duša vam rekla nazaj. Kaj vam bo rekla? Super, dobro ti gre, ali bo rekla, tukaj mogoče bi lahko bile izboljšave, ali bo zelo razočarana. Za mnoge bo to obdobje čas, v katerem nisem našla primernega prevoda, cut your losses. Če vidite, da ne gre, ne gre. Je čist brez veze v določenih situacijah tuhtati, zakaj ne gre, kako ne gre, kaj da hell se je zgodil in je šlo narobe. Včasih je res potrebno stvari enostavno spustiti. Drugi bo fenomenalen za to. Torej, naši odnosi kot poslovni sestanek z dušo
z dušo, ki je večna, ki je modra, ki je zrela, ki ve, česa se učite, ki ve, kje je vaša karma, ki ve, zakaj vam je nekdo dal po prstih, zato da ste se nečesa naučili. A veste, kdo to še ve? Numerologija! Torej, februarja za vas v posebni ponudbi analiza odnosa za samske, pa tudi za vezane, pa tudi coaching, kako biti v boljšem odnosu s seboj. Numerologija ima res edinstven pogled v vašo karmo, v vaše lekcije, lahko oceni, a govorimo o nekem karmičnem odnosu z drugo osebo, a gre za odnos lekcije, odnos mojstrstva, ali mogoče gre bolj k ne za kar neki. Tudi to se nam zgodi. Torej, odnosi kot poslovni sestanek z našo dušo in intuicija kot naš strateški svetovalec. Ste kdaj gledali na intuicijo na takšen način? Ne kot preblisk, pa uvid, pa nekaj se mi je zdel, pa joj, pa se nisem poslušal, zakaj nisem tega tako naredila. Kolikokrat se nam to zgodi, da ta nas notranji občutek, ta šesti čut ima prav, mi ga pa ne poslušamo. Velikrat. Torej, naj bo intuicija zdaj vaš strateški svetovalec. Ne se odločati na impulzu ega, na impulzu močnih čustev, na impulzu nečesa, kar pravzaprav vas je čist prevzelo. To običajno ni intuicija. Intuicija je informacija. Naš strateški svetovalec bo prišel pa rekel, pa služ ga zdaj, ega, takole pa takole. Brez nekih ognjemetov, napadov tesnobe, drame. In drame, dragi moji, v februarju in marcu bo kar nekaj. Torej, če je drama, potem to ni intuicija. Kaj bi vam vaš strateški svetovalec, ko bi vas olupil ega, želj, razočaran, izgube, bolečine svetoval? Kaj bi vam povedal vaš notranji glas? Tisti tihi, vem. To je tisti pravi del intuicije, ki ga imamo vsi v sebi in ga lahko vsi slišimo, ampak včasih si tega ne dovolimo, si ne vzamemo časa, si ne zaupamo. Mogoče smo premalo pozorni, mogoče se niti ne vprašamo, dragi moji. In veste, kdo še nič kaj dosti ne vpraša? Vsi tisti, ki prehajajo naše meje. Leto 2026 bo v znamenju prehajanja meja. Jaz sem to začela govoriti že meseca oktobra in novembra, kar poglejmo, ZDA, Venezuela, Grenlandija in tako naprej. Na vseh področjih bodo meje kršene, tudi na našem. Se pravi, vprašajte se, ali ste v določenem odnosu, dogovoru, sodelovanju, čemarkoli vključeni kot enakovredni člen, ali ste samo uporabni, udeleženi, pasivni, kar pomeni tudi, da morate biti vi aktivni. Naše meje so včasih kršene tudi zato, ker se odločimo, da nam je vseeno, pa ne drugi zberejo. Včasih so kršene tudi zato, ker smo v obdobju, ko smo enostavno lahko preutrujeni, preveč izmučeni, preveč čustveno obremenjeni, mogoče že celo otopeli. Veliko takih zgodb sem slišala proti koncu leta 2025. Včasih nam je vsega preveč in potem se z nekimi stvarmi enostavno ne ukvarjamo, ne ubadamo, ne odločamo in naše mišice odločanja se polenijo. Tudi odločati se je potrebno znati pravilno, se pravi, da smo informirani, temu v angleščini rečejo the educated choice, se pravi, ali resnično zberete dovolj podatkov, da sploh ustvarite mnenje, ali res preverite kredibilnost informacij in tako naprej. To bo zelo pomembno celo letošnje leto, se mi zdi, pa sploh v porastu umetne inteligence, fake newsa in tako naprej, ampak to ni bistvo drugega. Bistvo drugega je, da v vsem tem, kar se dogaja okoli vas, izbirate vas. Najdete svoje bistvo in ga zelo zemljite, umirjate. Ne glede na to, da bo energija dneva taka dinamična, da nas bo želela povleči ven iz naše cone obdobja, da nas bo mamila, da nas bo klicala, tudi v skušnjave, dragi moji, tudi v skušnjave. Kje pa so skušnjave bolj mamljive kot v odnosih? Kaj je tisto, kar je za vas ja in kaj je tisto, kar je za vas ne? Obenem bodite radovedni, širite svoje obzorja, danes je marsikaj nam na voljo, tudi na področju odnosov, marsikaj sprejemljivo, marsikaj še vedno obsojeno, kar poglejmo Rimske toplice, ne bi se spuščala v
ali prav ali ni prav, bi pa želela reči, da marsikaj danes nam je možno, kar nam 50-60 let nazaj ni bilo. Torej, če vas vprašam danes, kaj je tisto, kar bi si želeli poskusiti, zato ker želite imeti izkušnjo, kaj je tisto, kar bi želeli imeti v življenju? In veste, resnično vse izvira iz odnosa, ki ga gradite do sebe. Kajti, ko izboljšamo odnos do sebe, veste, pol stvari, ki sem jih zdajle naštela, odpade. Ko izboljšamo odnos do sebe, ko imamo že nekaj res težkih izkušenj za seboj, se več ne ukvarjamo z nekimi drobnimi peripetijami, več ne dokazujemo svojega prav, ne utemeljujemo sebe, ker občutimo znotraj sebe, kdo smo, kaj smo, kako smo, tudi ko smo na podnu. Tudi ko smo na tleh, vemo, kdo smo. Zaključila bom s tem. Če vzamete 50 evrski bankovec, ga date na tla in ga pohodite, ga mogoče ne vidite, ampak še vedno obstaja. Njegova vrednost je še vedno 50 evrov. Lahko ga zmečkate, lahko je blaten, še vedno je njegova vrednost 50 evrov. Vaša vrednost je v vsakem trenutku vašega življenja neprecenljiva, nenadomestljiva, unikatna in posebna.